Hvala lepa. Lep pozdrav, gospa dekanja. Spoštovane gospe in gospodje, ko mi je predlagal kolega Igor, da naj povem nekaj o živilstvu in njeni vlogi v preobrazbi naroda v državo, sem malo pogledal, pa sem si mislil, itak gre vse skozi želodec, bomo že rešili. No, in naj bo tako. Potem pa še sledi tukaj narod in država. In ko pogledaš malo te definicije, seveda sem rdeče poudaril tisto, kar se mi zdi, da v našem narodu močno popušča. In to je pojem pripadnosti, ki ne bi ga tako zaužili, da bi dobil neko večjo veljavo. In če pogledamo, kaj se s to pripadnostjo dogaja na vseh nivojih, se vprašamo. Pripadnost državi, ali napredujemo, ali padamo? Padamo. Pripadnost družini, ali napredujemo, ali padamo? Padamo. Pripadnost veri, kaj pa še se gremo? Pripadnost prijateljstvu, ni časa. Pripadnost simbolom države, kdo pa še kaj objes, kakšno zastavo? Pripadnost stroki, težko dobiš somišljenike, za karkoli. In na koncu, za ta moj prispevek pa seveda pripadnost prehranskim navadam je pa sploh problem. Kravato imam tukaj rdečo, so mi jo vzeli, sem šel v penzijo. Prehranske navade Slovencev. A lahko tukaj ponudbo nekaj, kar bi državnost podarali? Težko. Smo na tistem križišču, kjer seveda smo prevzeli nekaj zgodovinskih dejstev, resnic, tudi v prehranjevanju. In če pogledamo, povsem logično, severni del države, močno vezan na avstro-ogrske in še prejšnje sisteme prehranjevanja, smo tu. Nedeljsko kosilo, govedne župe, krompir pa solata, pa juha seveda. No, vzhodni del je na žlico. Je bolj pekoče, je bolj ostro. Tam madžarski vpliv, ogrski vpliv je seveda močan. Nekaj balkanskega vpliva proti jugu in potem tisti del, ki ga pa premalo zaužijemo in bi ga morali bistveno bolj protežirati, je ta mediteranski del z poudarkom seveda na vrtninah, tudi ribah in na ta način seveda bi tako skompletirali nekaj, kar bi pomenilo, da se naše prehranske navade izboljšujejo. Nažalost, temu ni tako. In če zdaj samo na hitro sem povem, da smo pri porabi mesa nekje tam okrog 70 kg na prebivalca, kar ni hudo preveč, ampak hudo premalo je pa sadjen vrtin, ker ga imamo, razen krompirja pustimo, tam okrog 40-50 kg, pravi jedci pojedo Francozi, Italijani, Španci in tako naprej, 150 kg na prebivalca sadjen vrtnin. Mi se pa mučimo tam 40 kg, pa še to neke druge kategorije po kakovosti. Torej, tukaj smo padli. In pride naš pričakovani neoliberalizem in živilstvo, dobiš kar češ. Samo kakšne kakovosti? So avtoriteto trdim, da je po vstopu Slovenije v EU kakovost naše hrane bistveno se zmanjšala, padla. Ne pomeni, da jemo strupeno hrano, da hrana ne ustreza nekim standardom, ampak mi se ne bi s temi najnižjimi standardi smeli zadovoljiti. In zato je seveda vloga šolstva tukaj večja, kot si kar tako predstavljamo. Danes je en proračun družinski za hrano, takole, kot je tule predstavljen, z nekaj zdravo osnovo, da je nekaj vrtnin več, vrtnin, pijače, relativno dobro, potem pa seveda tudi testenine, mesa bi bilo, ampak cena takega ugodja je relativno visoka. In zdaj pa še neko bogokletno misel izrekel, hrana pri nas je prepoceni, tega se zavedamo. In dobimo za ta denar tisto, kar plačamo. Torej plačamo premalo, da bi lahko zahtevali več. In ko smo že pri teh seveda surovinah,
oziroma hrani, je treba poudariti, da seveda je problem z nekaterimi deli živil, ki jih pa zaužijemo preveč. No, pogledajte, nasmeh je kakšni. Tam smo prej ena mrka lica gledali. Tule pogledajte ta nasmeh s 25 evri na teden preživi tale družinca in dobi tisto, kar ne bi za normalno življenje dobila. Je poudarek na rastlinskih živilih, torej pomanjkanje animalnega dela je seveda ravno tako problematično, kot če je pretiravanje v drugo smer. Problem ozonske luknje poznamo, ampak k temu prispevajo tudi vegetarijanci. Je popolnoma enaka prebava kot pri prežvekovalcih. Tako da tukaj se ne smemo kar takoj strinjati s tem, da je to vse pa zdravo. Kje so težave? Prva težava je, da se na hrano itak vsi spoznajo. In edina prava šola je mama. Z vsem napakam, ki jih je ona od mame podedovala in jih naprej predaja svojim otrokom. Torej, to je velika težava. V resnici pa je zelo malo tudi učnih programov, ki bi vsebovali vsebine, da bi prispevali k več znanja o hrani. Ne boste verjeli, na medicinski fakulteti tudi 1 ure ni o hrani. Niti minute. Znajo pa vse o fiziologiji. O presnovi seveda so velemojstri, o hrani pa nič. In dokler medicinci prodajo limono kot za bogat vir vitamina C, ga ima pa glih toliko, ga ima kisozele ali pa jabolk, potem veste, da še nismo prišli za informacijami dovolj daleč. Drugič, hrana ne more biti socialni korektiv. Vlade špekulirajo, ampak to se ne bo šlo. Enkrat bo tukaj počel. Nemogoče, da je hrana tisti socialni korektiv, ki vnaša mir. Prej sem že rekel, hrana je prepoceni. Kaj nam je prineslo vse to EU? Globalizacija prinesla afere. Mi v vsej zgodovini prej, Slovenija, Jugoslavija in tako naprej, nismo imeli toliko afer za živili, kot je imamo v obdobju, ko smo v EU. Pa nismo mi nosilci teh afer. Te afere dobimo in jih rešujemo, ampak seveda prinaša to vdor v sistem, prinaša to nesporazume in slabo voljo pri ljudeh. In kaj se je zgodilo? Kakovost je absolutno v službi kapitala, ne v službi potrošnika. To je velika težava. Skoraj 800 milijonov ljudi je po svetu lačnih, 2 milijardi jih trpi pomanjkanje, v razvitem svetu je preko 2 milijardi ljudi predebelih, smo neke izjeme, ki imamo probleme ne s težo, ampak z višino. Mi smo premehni za svojo težo, tako da bi to bi lahko uredili. In zavržemo tudi okoli tretjino vse hrane. To je seveda, to so podatki, ki so zaskrbljujoči, ampak veste, da ne boste presenečeni. Pred 200 leti, zdaj ne v teh milijonih, ker je bilo pač prebivalstva manj, ampak v deležih je bilo glih toliko ljudi lačnih, glih toliko je bilo predebelih in glih toliko je imelo pomanjkanje. In pred 200 leti so viške v morje metali, danes jih mečejo v morje in tudi čez 100 let jih bojo še v morje metali. Zato ne bo lakote manj. To so dejstva, ki pa resnično niso vredni našega časa. Živilstvo in vstop Slovenije v EU, pa bom začel tako, farmacevtska in živilska industrija sta bili v predpristopnih pogajanjih ocenjeni kot industriji z največjim razvojnim potencialom. To so uradni podatki. Nažalost se je zgodila posledica je bila ta, da smo doživeli popolno razprodajo živilske industrije. S tem smo izgubili velik del samooskrbe. Samo povedite, kje smo. Mi imamo od viškov samo še mleko, jajca, perutninsko meso, zdaj bomo mečkali vino, je višek, več kot ga pridelamo, in recimo jabolka. To je vse, kar je viška. In padli smo v samooskrbi pri svinjskem mesu, smo na 30% danes. Ne? To je katastrofa. Torej, mi nismo sposobni kot nacija preživeti na ta način. Izguba samooskrbe pomeni izgubo identitete. In izguba identitete pomeni izgubo pripadnosti. Nihče se za tako državo ne bo
boril, ne bo jo prepoznal kot varuha potrošnikovih pravic. Kaj pa na UL? Začeli smo leta 1961 in ne boste verjeli, ampak Zveza inženirjev, živilska industrija, sindikati, kmetijskih, gospodarska zbornica, Zadružna zveza je do leta preselitve na Podrožnik, to je do leta 70, bila tudi ključni financer izgradnje vseh objektov. Do takrat strani države za študije biotehniške fakultete, razen selitve biologov na filozofsko fakulteto, ni bilo prispevkov. Vse to je financirala industrija, kmetijstvo in agroživilstvo, bi rekel, celoti, skupaj z gozdarstvom. Torej, že grem. Interdisciplinarni pristop od začetka izvajanja študija je omogočil pridobivanje vrhunskega znanja. Vsa leta izvajanja je zaradi prevelikega interesa število študentov omejeno in še danes je tako. Torej, imamo ogromno študentov in dajemo znanje, mi ne dajemo kadrov. In ni nobenega problema z zaposlitvami naših diplomantov, kjerkoli po svetu. Imajo vsi lahko primerne službe. Živilstvena država, najpomembnejši atribut je zagotavljanje kakovostne in varne hrane. Izobraževanje na vseh nivojih ima pri tem ključno vlogo. UL v tem pogledu izpolnjuje akademsko poslanstvo v celoti. Nudimo najvišjo možno znanje in prenos. Vlaganje v znanje o hrani bi moralo biti visoka prioriteta vsake vlade, nažalost že nekaj let temu ni tako. Prispevek živilstva k preobrazbi naroda v državo je bil ob osamosvojitvi zelo velik in pomemben, potem pa iz leta v leto hodimo na razprodajo. In še majčken parafraziranja, frajtonrca, nagelj, pa potica iz lesa, pa potica ne morata biti simbol naše državnosti. Hvala lepa. Hvala za povabilo. Težko bom zdaj kolego sledil tako zanimivim predavanjem, ampak jaz bom kar precej tako široko, torej pomen lesarstva v preteklosti, sedanjosti in prihodnosti, tako da bom poskusil čim bolj na hitro preleteti vsa ta dejstva, kaj se je dogajalo v preteklosti, sedanjosti in prihodnosti. To moram reči, da ni moje področje, jaz sem biolog in sem predaval na biotehniški fakulteti lesne škodljivce, zaščito lesa, konzervatorstvo, gobe, gljive, gojenje gob. Tole je pa nekako moje hobi, ker mi ni vseeno, kam je šla Slovenija. Torej, Slovenija je dežela gozdov in les je naša edina naravna dobrina. Nimamo rudnih bogastev, nimamo energije, imamo pa les. In kaj je bilo v preteklosti? Zelo je bil čislen. Še zdaj so ostanki teh naselbin. Najstarejše kolo je leseno, 5200 let staro in tukaj je tudi suha roba, torej Friderik je že oktobra, torej za časa Primoža Trubarja, torej oče od Primoža Trubarja, verjetno tudi kaj od tega imel patent in kasneje so te pravice še širili, torej in so spodbujali lesno industrijo, zato ker je bil les pri nas in to sam se obnavlja. Tukaj je še mogoče to, ker smo že šolstvo na univerzi. Marija Terezija je rekla, da bi tukaj treba malo spodbuditi tudi stroko in je 4 iz Loške doline v tujino poslala in nikoli se niso vrnili. Zdaj se dogaja sicer to, da mi jih izobražujemo, gredo v tujino in se tudi dostikrat ne vrnejo. To je prav zanimiva stvar. Predvsem pa tole mogoče par utrinkov, tudi Valvazor je že govoril o kozovcih, to je slovenski nacionalni simbol in tudi gradbeno izvirnost. Takile so še vedno ohranjeni, iz 200-300 let stari, tudi tale hiša je iz časa Trubarja in še vedno bo lahko lesena. Vozim se po Balkanu, ogromno lesenih hiš, Kitajska, Rusija in tako dalje, pri nas bore malo se jih je ohranilo. Tudi tale Jovneževa domačija na Strojni je vsa lesena, samoobnovljiva
In potem v času Jugoslavije, novejše, je bilo leta 1945 napisano naš kruh, naš les, naš kruh. In Jugoslavija je veliko vlagala v lesarstvo, to je bila najbolj elitna disciplina. In zaradi prav te elitnosti sem šel iz biologije na lesarstvo. So me zvabili, ker to je bila najbolj profitabilna panoga. Malo sem tega uživ, ker to sem šel 89. leta, pa smo že pa pri sedanjosti. Torej grem iz, tudi tele kozovci so propadali in še propadajo, torej smo nekaj teh kozovcev še Šentrupertu rešili in zdaj smo že v sedanjosti. Torej to pa po osamosvojitvi. Zaloge, lesne zaloge v Sloveniji so 352 milijonov kubičnih metrov. Torej v slovenski zgodbi na leto preraste skoraj 9 milijonov kubičnih metrov lesa. Kot biolog se s tem ne strinjam, ker to je zaraščanje, staranje gospodarskega gozda in siromašenje biološke pestrosti. Seveda za gozdove vzorno skrbijo gozdarji, ampak naša politika pa takole se krasi s temile, ampak zatem je pa umazana industrija, ki ima ves domicil in je vsa v lasti tujcev. Če pa kakšno tuje podjetje kupi lesni obrat, ga pa zapre. To pomeni, da nekaj hudo narobe z politiko do te panoge v Sloveniji po osamosvojitvi. Les kot energent v glavnem pri nas velja, ekoskladi in s tem spuščamo v zrak evre, CO2, ogljikov dioksid in pa tudi delce, ki so zelo škodljivi in za katere nam Evropa terja tudi kazni. Tole je obrat na, da se to res, en tak lep primer na rudniku biomaso, to je bil včasih lesarska delavnica, no zdaj je pod vplivom Evrope in pa Slovenije nepovratna sredstva, da se les kuri. Tudi tole vidite, kaj se dogaja pri nas, ker ta umazana industrija mora plačevati po Kjotskem sporazumu nakupe in jih je potem preko trošarin kompenzirala država, tako da Kjoto nič ne drži. In to so panoge, ki so najbolj energetsko potratne, energije Slovenija nima, imajo pa najmanjšo dodano vrednost in največji vpliv na okolje. To je pa hit Slovenije. To je seveda plastična okna, mogoče zadnje 2-3 leta boste rekli, zdaj nič ni tako, ampak ne smemo pozabiti 20 let ali pa še več za blod. In da ne govorim o izvozu naše dobrine in pa izobraževalnih kadrov. Mi krasno izobražujemo kader, na biotehnički fakulteti oddelek za lesarstvo odlično, smo na najvišjih nivojih lahko primerljivi, ampak žal kot hlodovina končajo naši kadri v tujini. Žalostno. Če greste iz enega kluba nogometnega v drugega, morate plačati to, mi jih pa izobraževamo in grejo za ston in še hvalimo se s tem, kar ni v ponos univerzi. Torej, moj oče je rekel, kdor je z malim zadovoljen, dobi še manj. In če si zadovoljen samo s prodajo hlodovine, kar je mala vrednost, torej smo stalno reveži. Takole je pa lesna industrija propadla kot ta repecikl, polom lesne industrije, poglejte tule, to so sami križi, včeraj sem bil v Pivki, kjer sem odpiral eno razstavo, Javor Pivka je šel 1200 zaposlenih, zdaj se eden bi pohvalil, da je 20 ima zaposlenih. Da pa ne govorim o drugih križcih tam dol, ki so. Torej, to je bila panoga, ki je dejansko bi treba to. In kaj za prihodnost? Če je kdaj bil les pomemben za človeka, je sedaj. Sedaj. V sedanjem trenutku ni boljše dobrine, kot je les. Zakaj? Torej, in priložnost Slovenije v tej luči proti podnebnim spremembam, kajti les zmanjšuje emisijo toplogrednih plinov. Les je iz CO2 in CO2 je toplogredni plin in v izdelkih se ta skladiščenje še nadaljuje. Gospodarski gozd, imamo krasno gozdarsko službo, vzor verjetno svetu in žal se ta vlaganje v gozdove udejanijo pri tujcih, kajti velik del tega torej konča v tujini, čeprav nad Slovenca pride več kot 4 kubike lesa na leto, skoraj 4,5 kubike, zaradi vzornega skrbi za gozdove. Soočamo se s podnebnimi spremembami, nenavadni vremenski pojavi, tole je bilo na Viču, Janez se pripeljal s traktorjem takrat na biotehniško fakulteto preko vode, a je bilo tako? In soočanje z ledolomom, v glavnem smo priča ekstremnim in nepredvidljivim pojavom, tukaj se ne moramo prilagajati, če je nepredvidljivo, mi se moramo boriti proti in les je tisti. Posledica je seveda naše generacije, dejavnosti človeka, takole smo zemljo onesnažili in jo pustili zanamcem, tudi jedrsko gorivo je velik
pri veliko porabnih energije, ko ga ustvarjamo. Tule imate puščice, kjer največ CO2 sprostimo, pri lesu se pa CO2 veže preko fotosinteze, torej ta industrija in Kjotski sporazum, verjetno bi rabili lutra, grehov se ne da odplačati in tudi onesnaževanje ne moramo plačati. Kjotski sporazum to vse naredi, 20 let Kjotskega, mislim, da ničesar ni predstavljalo, je pa veliko administrativnih in drugih finančnih sredstev. Mislim, da je najbogatejši Slovenci, ko luft prodaja. Slovenci 3-krat presegamo emisijo CO2 zaradi umazane industrije, ki je vsa v lasti tujcev. Izzive za prihodnost. Za prihodnost človeštva ne bo pomembno, kako proizvesti čim več bioenergije, ampak kako z manjšo in najnižjo emisijo CO2 proizvajati materijale in izdelke in graditi objekte. In tukaj je les, torej obrati nove poti, ne teh jugoslovanskih, ki so zdaj v Sloveniji. Kako rešiti? Manj energetske surovine, ki jih ustvarja narava, sonce, les ustvarja sonce. Manjša bo poraba energije, manj bo porabe fosilnih energetov in manjša bo emisija CO2. Zelo enostavno. Otroci v šoli me takoj razumejo. Torej les, tule smo, ne tukaj, ampak v Sloveniji, tukaj imamo tovarno aluminija. Z Južne Amerike in Avstralije in Nove Zelandije uvažamo glinico z Rusije plin in smo energetsko in surovinsko odvisni. Tudi železo je rusko in tako dalje. Torej, najbolj zelena je tista energija, ki je neporabna. Tukaj bi treba, ne pa neka racionalna raba, to ni nič, je povečana. In tudi mi starejši se z lesom, bivanje v lesu je zdravo, ni zdravilo, ampak je dobro počutje, ki vpliva lahko na zdravje. In kaj bi v Sloveniji treba? To, kar smo že imeli v Jugoslaviji, centre predelave lesa in lokalna predelava. To pomeni ni transporta, ni dnevnih migracij, ni porabe ceste, ni porabe benzina in človek pridobi čas ne na poti v službo, ampak da lahko se posveča družini. In tukaj mi imamo možnosti, torej od drevesa do končnega izdelka. To je moj moto, do hiš, do pohištva. Tukaj neprecenljiva vrednost v teh glasbilih in tako dalje. Torej nove tehnologije, kjer na oddelku dobro proučujemo in spekter z novimi razkavami in da lahko naredimo iz lesa popolnoma nov material, ki je primerljiv vsem drugim materialom že. Brez betona, plastike ne moramo, lahko pa zmanjšamo 90% in nadomestimo z lesom, ki je postal življenjskega pomena. Ponovna uporaba lesa za nove izdelke, torej in še razširi se tudi spekter uporabe lesa z novo tehnologijo. Zdaj pa nekaj, to so te plošče, z njimi gradijo tudi 30-nadstropne stolpnice sedaj. Pred 15 leti so izumili te plošče, včasih so bile špirplate pol centimetra, so pa polmetrske. Z njimi gradijo stolpnice, tudi tole hotel je zgrajen. Zdaj se gradi Hoho v Avstriji, 22 nadstropje, oblaganje v mestu, to je protipotresna in pa termična sanacija s temi ploščami. Tudi tole ni za kurt, ampak iz tega, ko rekel, za izsekanci to država podpira, ne podpira pa, da bi takele hiše naredili z OSB plošč, ki jih damo zdaj v sekance in pokurmo. Termična, tudi to smo razvili na našem oddelku, kjer stabiliziramo les, to je na industrijskem nivoju. Tudi naš oddelek je prizidek za časa Janeza smo ga zgradili in je z tega termično modificiranega lesa, ki je primerljiv. Ja, bom 2 minute. In zdaj seveda jaz sem doma iz podeželja, jaz vem, da če ne bo potrošnje, ne bo proizvodne. In kje tukaj vidim realna cena? Lesni izdelki niso predragi, ampak ne lesni so prepoceni, ker v njih ni škode, ki jo naredijo celemu človeštvu in še nekaj generacij naprej, in naravi, in vodi, in tako dalje. Torej, realno ceno narediti, v kateri bo tudi vključena škoda. DDV bi lahko zmanjšali. V trenutku lahko to država naredi za lesne izdelke. In kar je pa moja naloga, ali pa tukaj, kjer jaz prostovoljno delujem, je pa ozaveščanje ljudi. Že 11. leto zdaj je bil včeraj lesa v Cankarjevem domu, včeraj smo ga odpirali v Pivki, po noči, zato sem se javil bolj po noči, ker sem se vrnil. In vidite, že 11. leto predlagal sem 13. maj za mednarodni dan lesa, to je najboljša dobrina, ki ima človek. In poglejte, zdaj je v Pivki in tukaj ne bomo šli po Sloveniji. Ljudje so prepoznali les, žal država še ni. In zdaj nekaj utrinkov samo z razstave. In pa seveda moje najbolj umiljena, pa vas nočem žaliti, so otroci.
oni razumejo. In ti, ki se navdušijo za les, tudi zadnji so 2 uri podaljšali bivanje v Cankarjevem domu in šola je odobrila, ker so rekli, da je to poučno in takole z njimi delamo, začne se pa vse pri mladih. In tukaj tudi naš oddelek, vse ugodnosti imamo dobre pogoje, žal se je pa število študentov prepolovilo in včasih, ko sem jaz prišel z biologije, jih je bilo 200, čez 200, zdaj jih je pod 100. Torej, glede na to, da ni industrije, tudi kadrov ni, pa še tisti kadri, ki končajo v tujini ali pa delajo na plastiki. Imamo laboratorije, vzorno urejene, tudi tale hišica modelna je vzor, da se lahko iz lesa naredi in modificiran les in študiramo, tako da lahko les nadomesti nelesne materiale, beton, plastiko. In prihodnost je v lesu in mladih in hvala lepa tudi vam za pozornost. Hvala našega tretjega panelista, ki ima tematsko zelo sorodno temo. Izvolite. Ja, hvala lepa. Tema je sorodna, povsem drugačna. Pozdrav z moje strani, posebej dekani. Gost, običajno moji študenti v vodih diplomskih nalog, magistrskih nalog napišejo stavek, ki je ustrezen za naslov ali pa tudi ne, gost pokriva 60% Slovenije. Skratka, gost je dominanta slovenskega prostora in kaže na nek način, jaz rečem, ima dolg spomin, odraža dogajanja, ki so se, ali pa vplive, ki so se zgodili pred desetletji in stoletji, in tudi sedanje ravnanje z gozdovi se bo pokazalo v prihodnjih desetletjih in stoletjih. Pomen gozdov se je spreminjal za Slovence, dal pa je neko identiteto in pomembno prispeval gospodarskemu razvoju, družbenemu, kulturnemu razvoju in to bi vam rad pokazal. In ob tem tudi seveda izpostavil vlogo, torej ustanovitev in vlogo oddelka za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire, ki je sestavni del Biotehniške fakultete oziroma Univerze v Ljubljani. Zdaj, če bi poskušali to dolge raznovrstno rabo in pomen gozdov na nek način poenostaviti in izbrati take značilne etape, moram reči, da sem imel nekaj težav s tem, da bi to na enostaven način prikazal. No, izbral sem teh, mislim, da je 8 etap, in ker zdaj ni časa, da bi te podrobno opisoval, kaj je pomenil gozd za prebivalce sedanje Slovenije, bi mogoče bolj z asociacijami opisal, torej agrarno obdobje, naselitev Slovanov, gozd odveč, praktično, torej skoraj sovražen odnos včasih, požiganje, krčenje, sicer pa tudi rabe, nekatere rabe lesa, zelo drugačne kot danes, stelja, paša, gradbeni les, torej takrat so bili servituti, neke pravice, tudi, ki so jih imeli prebivalci, skupna raba srenjskih zemljišč, ureditev, ki je bila zelo drugačna kot danes, mogoče en proizvod, takrat se dobi eno tako posebno težo zaradi transporta, to je oglarstvo, takrat ta tradicija oglarstva tudi na Slovenskem izvira. In potem pride predindustrijsko obdobje, ki bi ga lahko opisal kot začetki industrije, steklarne, fužine, rudniki, vse je temeljilo na gozdu in lesu, ki je bil energent, in takrat so začeli skrbeti, poskušali na enostaven način zagotoviti to oskrbo za te obrate, ki so seveda pomenile razvoj
In iz tistega časa je tudi prvo tako zelo opazno nesoglasje med deželnim knezom, ki je to podpiral, in pa kmeti oziroma zemljiško gospodsko. Potem naraščanje ekonomskega pomena, les postane blago, da se ga transportirati. Najprej je bilo to plavljenje lesa, torej danes to obujamo na Dravi, takrat se je to začelo, Drava, Soča, Sava. In tudi oblast pošlje prve, niso to bili gozdari, ampak recimo izobraženci, ki so pripravili prve načrte za cesarsko-kraljeve gozdove konec 18. stoletja, zapiše se beseda trajnost, nov pogled na rabo gozdov, in to štejemo za začetek gozdarske panoge. To se je začelo na Tolminskem, torej Trnovski gozd, Bovško, ker je bilo to zaledje Trsta, Gorice in so bile porabe lesa zelo velike. Potem marčna revolucija spremeni podobo naših krajev, seveda tudi posestno. To je torej nekaj let kasneje s patentom o odkupu služnostnih pravic. Večina gozdnih zemljišč je postopom, sproži se procesa, s katerim so bila ta zemljišča razdeljena med bivše tlačane, med kmete, 2/3 zemljišč je na ta način razdelilo. Takrat je bilo teh lastnikov tam preko 100 000, danes jih je od takrat do danes, se z dedovanjem in drobljenjem, imamo v Sloveniji 460 000 lastnikov in solastnikov gozdov. Začela se je pa zgodba takrat. Zaradi velikih stisk, bede, težkega življenja, je to ceno plačal seveda gozd, ljudje so imeli, kolikor so mogli in še nekoliko več. To je obdobje degradacij gozdov, velikih pritiskov, predvsem na drobni posesti. Seveda v tem času se je pa na nekaterih večjih posestvih, pa versko-zakladnih gozdovih, državnih gozdovih, fevdalnih posestvih, torej večjih posestvih, oblikovala tudi gozdni uradi, in med drugim je tukaj deloval en veliki mož, Hufnagel Leopold, ki ga štejemo tako za pomembnega začetnika avtohtonega slovenskega gozdarstva, čeprav je prišel z Moravske, kasneje je bil častni doktor na Dunaju, imel je pa izjemen vpliv na ta del Evrope, celoten Balkan, in je prispeval k temu, da so gozdovi takšni približno, kot jih poznamo danes. Do druge vojne so seveda bili gozdovi izjemno izropani, kar je razumljivo glede na socialne razmere. Si morate predstavljati, da je bila recimo produkcija približno 1/3 sedanje, na hektar recimo, če kot povprečje. Potem druga svetovna vojna, nov pomen za ljudi, torej povezujemo to obdobje s partizanskim gibanjem, bitke, grobovi, tiskarne, bolnice. Zelo je to v zavesti Slovencev, torej gozdovi so nudili zavetje partizanskemu gibanju. Po vojni so se pa tudi, vsaj delno v gozdnem prostoru, zgodili povojni poboji, tako da imate na istem območju partizanske spomenike in druge pomnike, tako da postaja gozd eno polje sprave ali pa prostor za razmislek o zgodovini Slovencev. Potem prva 5-letka, tako industrijsko izkoriščanje gozdov, industrializacija, in gozd je tukaj plačal svojo ceno visoko, in prvič je bilo posekano veliko več, kot je priraslo. Potem so gozdarski strokovnjaki dosegli, da se je to ustavilo, in od leta 1953 nekje naprej do samoosvojitve je gozdarstvo kot panoga zelo rasla. Torej, ustanovljena so bila gozdna gospodarstva, bilo je to obdobje socialističnega gospodarstva, vendar za gozdarstvo kot panogo tudi kritični ocenjevalci ali pa celo oponenti takratnega sistema priznavajo torej temu obdobju izjemen razvoj panoge, štejejo med najbolj urejene gospodarske panoge v Sloveniji v tistem obdobju. Gozdovi so se ukrepili, gospodarjenje je bilo zelo sonaravno, naravnano,
tako da so se gozdovi v tem času res izboljšali. Ne. Veliko se je vlagalo v gozdove, ne. Tako da bila ena tako pozitivno obdobje, ene rasti. 91. leta, seveda se razvoj, tako je zapisano, kot da je konc razvoja, ni, ne, ampak velike spremembe, zopet politične, osamosvojitev, zakon o denacionalizaciji, zakon o gozdovih, več seveda pravic, odgovornosti novim lastnikom oziroma lastnikom. Po drugi strani pa zanimivo, zakon še bolj poudarja javni pomen gozdov. Zdaj, v tem, če malo to pogledamo, kaj je to pomenilo, v tem obdobju razvoja, da se je ta raba gozdov silno spreminjala, tudi gospodarski pomen, da je bil zelo raznovrsten, da na osnovi gozdarstva, rabe gozdov temeljijo neke tradicionalne obrti v Sloveniji, ne, kot je recimo smolarjenje ali pa suhorobarstvo, skodlarstvo in tako naprej. Gozdarstvo bo temelj za razvoj lesne industrije. Seveda, z splošnim razvojem pa je gozdarstvo kot disciplina gospodarsko izgubljala, delež BDP, če s tem merimo nek ekonomsko pomembnost te panoge je nazadoval, ker so se druge panoge lahko seveda veliko bolj razvijale in danes smo s tem deležem gozdari pod 1%. Ostaja pa, torej raba gozdov ima zelo velik pomen za trajnostni razvoj družbe, posebno na podeželju, in te prednosti, kot je omenil moj predhodnik, še zdaleč niso izkoriščene. Hkrati gozd pridobiva vse več posrednih gospodarskih koristi prihaja iz gozda, če samo pomislite recimo na privlačnost slovenskega prostora za turizem, kjer beležimo tak razvoj te panoge. Kulturna tkanost v kulturo, omenil sem, da je dalo to pečat slovenski kulturi. Če pogledate recimo imena krajev po Sloveniji, boste videli, da jih je zelo veliko, ogromno se navezuje na gozd, njegovo rabo, mogoče za primer, Tisovec, Črni vrh, Dobrava, Dobova, Gavarje, torej nešteto jih je, ali pa na uničevanje oziroma krčenje gozda, kot je Trebnje, Rovte. Potem primki prebivalcev, ogromno se jih navezuje na drevesne vrste, na živalske vrste, torej imate ježe, volke, medvede, čuke, ali pa hrastarje, smrekarje, dobnikarje, tisnikarje, boršnike, rabo gozdov, logarje, žagarje, ali pa krčenje gozdov, novake, pustotnike in podobno. Religiozno Slovenci nismo bili zelo navezani na gozd kot nekateri drugi narodi, je pa ta duhovna navezanost velika. Odraža se gozd v ljudskih pesmih, pripovedništvu, poeziji, če pomislite na Kocbeka, koga še, Zlobca, recimo, in druge, slikarstvo, kiparstvo, gradbeništvo, arhitektura, tradicionalne obrti, odnos do narave in tako naprej. Tako daleč je šlo, da so se moji kolegi vprašali, a smo Slovenci gozdni narod, bi odgovor bil pravzaprav ne, smo pa narod, ki ima veliko gozda in ki ga še ne izrablja ali pa uporablja optimalno. Kaj pa druge funkcije, drugi pomeni gozdov? Ko smo vprašali Slovence, zdaj v zadnjih letih, kaj jim je pomembno, so to bila tudi pomembna sporočila za naš študij, kaj iščejo, kaj jim pomeni gozd, gozdarstvo, raba gozdov. Torej, prebivalci Slovenije zagovarjajo ta integracijski pristop, nimajo radi segregacije, da je prostor za nekaj, pa potem drug prostor za nekaj drugega, ampak to hkratnost, pridobivanje, varovanje, prijetno okolje. Ohranjene narave postavljajo pred pridobivanje lesa, s tem, da seveda ne zapostavljajo pridobivanje lesa, vendar mora biti to v okviru varovanja narave. Največji pomen, podobno kot srednjeevropske države, pripisujemo okoljskim funkcijam gozda, na drugem mestu so proizvodno. Ker se zdaj malo mudi, mogoče, da ne gremo, da upozorim še na pomen oddelka za gozdarstvo, ustanovitev, začetek študija, to se je zgodilo leta 1949, letos praznujemo 70 let.
Že prej so želeli ustanoviti fakulteto, že med obdobjem, med dvema vojnama so bili ti poskusi, pa je bilo v tistem času celo težko obdržati srednjo oziroma nižjo gozdarsko šolo v Mariboru. Že takrat, torej pred drugo vojno, so nekateri entuzijasti celo, kot je dr. Oblak, darovali posestva za nekoč ustanovljeno gozdarsko fakulteto, kar se je zgodilo potem nekaj let kasneje. Torej, veliko vlogo po moje odigrala, zdaj verjetno sem sam tukaj ne povsem objektiven, ampak seveda celotni kadar na vseh ključnih torej, strokovnih položajih, kot je Zavod za gozdove, ki ima 600-700 ljudi, Gozdarski inštitut Slovenije, je seveda bil šolan, vzgojen v naši ustanovi. In če bi zdaj mogoče nekaj poskušal poiskati neko identiteto slovenskega gozdarstva napram Evropi, bi rekel ta usmeritev v sonaravno gospodarjenje, ki je specifično, je zelo poudarjeno, potem celovito obravnavanje gozdov, ki niso samo vir lesa, ampak gre za druge pomembne sestavine ekosistema in seveda zelo raznovrstne učinke gozda, ki jih mnoge niti še ne poznamo ali jih pa šele prepoznavamo, kot je recimo v zadnjem času ponor ogljika ali pa terapevtski zdravstven pomen takšnega okolja za ljudi. Potem ena usmeritev, adaptivno upravljanje kompleksnih sistemov, kot je gozdni, to je mogoče neka posebnost in izpostavljanje javnega pomena gozdov. Zdaj zaključim zadnjo, mogoče s prosojnico, kjer je mogoče tisto, kar je organizator te prireditve želel, da bi namenili tem vprašanjem več pozornosti, kako naprej. Nekako lažje je se ozirati nazaj, tukaj opisujemo, pojasnjujemo, velike dileme so, kako naprej. Torej, za področje gozdarstva zagotovo bo to delo pedagoško, raziskovalno zaznamovale okoljske spremembe. Zgleda, da se stvari tako v socialnem, družbenem kot okoljskem oziru spreminjajo veliko hitreje, kot so vse, in da mora to, bi rekel, oddelek študij gozdarstva na nek način raziskave, na to se odzvati. Potem večjo pozornost delovanju ali pa upravljanju v zasebnih gozdovih, iskati nove modele, ki bi bili morda bolj učinkoviti, hkrati pa izpostavljati tudi splošno pomene gozdov. Ta dvojnost, javno-zasebno, spremlja gozdarstvo že od samega začetka. Tehnološko posodabljanje, digitalizacija, kako, na kakšen način. Zdaj, pomen študija gozdarstva ob taki gozdnatosti in tako raznovrstnih pomenih, kot jih imajo gozdovi, je to neka, po moje, neka nujnen študij v taki ali drugačni obliki. Tega se zavedajo tudi druge srednje evropske države. Spodbudne novice prihajajo iz Švice, Nemčije, kjer gozdarski študiji zopet pridobivajo precej večjo veljavo, kot je bilo mogoče v zadnjih desetletjih, ko je bilo čutiti neko krizo. In še dve vprašanje, mogoče eno za vas, za celo univerzo, mednarodna konkurenčnost ali oziroma in zavezanost Slovenije, katero pot bomo izbrali ali možno povezovanje. Nekako pri študiju gozdarstva bomo ostali ali pa poskušali ostati zavezani poslanstvu, da vzgojiti kader, strokovnjake, ki bodo naprej vez med gozdom, se pravi advokati gozda, da tako rečem, in hkrati uporabni za koristnike, torej družbo, torej lastnike in pa širšo javnost. Hvala lepa. Hvala. Sedaj prosim še profesor dr. Igora Lukšiča za zaključni referat našega panela in tudi konference.
Evo, lep pozdrav, kolikor nas je še ostalo na fronti. Torej, naslov referata je koncentracija intelektualnega potenciala kot predpogoj za nastanek in razvoj nacije. Se pravi, tu se želim ukvarjati s vprašanjem kaj? Kje pa je F5? Hvala. Se pravi, izhajam iz tega, kar je trdil Gramsci in je seveda tudi znano, da vsi intelektualci, da smo vsi ljudje intelektualci, nimajo pa vsi vlogo intelektualca v družbi, da so intelektualci gonilna sila hegemonije, ki je glavni akter civilne družbe, da so intelektualci hkrati tudi nameščenci vladajočega razreda in da generirajo ideje, vodijo idejni boj, intelektualno in kulturno so v izogib uporabe nasilja. Se pravi, nasilje proti hegemoniji. Mi rabimo intelektualni del in koncentracijo intelektualnega potenciala, kjerkoli že je, zaradi tega, da ni treba uporabljati nasilje in ljudi silo, s fizično silo premikati iz enega v drug prostor. Univerza je ena od teh koncentracij kapitala, organizacije intelektualnega potenciala se tu dogaja, ni pa edina. Od nekdaj so se, ne odkar pomnimo za intelektualno zgodovino človeštva, so se veliki umi ukvarjali s tem, kako to koncentrirati. Se pravi, Platonova akademija, Aristotelov licej, cerkev je imela samostane, cehi so bili ena taka oblika združevanja intelektualnega potenciala, stranka, ko je šlo za intelektualni politični potencial, inštituti, raziskovalno in tako naprej. Se pravi, posameznik kot neorganiziran intelektualc nima nikoli toliko moči kot neka organizirana skupnost, kot prostor, ki ga ta koncentracija ljudi vzpostavlja. In posamičen intelektualc najbolj uveljavlja svoj potencial v razmerah, kjer svobodo živi skozi svobodo drugih inteligentov, drugih kolegov. Nikakor ne more živeti intelektualc v razmerah, ki ga forsira liberalizem, se pravi, da se tvoja svoboda konča tam, kjer se začne svoboda drugega. Mi v intelektualnem svetu, v Republiki duha, uporabljamo druge ljudi in duhove drugih ljudi zato, da skozi njih živimo svojo svobodo in to je ključno. Zato je univerzitetni prostor malo drugačen od političnega, zlasti v liberalnem svetu. Kako je bilo na Slovenskem? Glejte, na tem delu, ki se imenuje slovensko področje, je bilo do Trubarja približno 100.000 ljudi. 100.000 ljudi. Ob koncu, v začetku prve svetovne vojne jih je bilo 1 milijon, danes nas je 2 milijona. Ampak to, da boste imeli predstavo, 100.000 ljudi. In mi zdaj pričakujemo, da bo teh 100.000 ljudi že imelo neke univerze, intelektualne, ne vem kaj. Se pravi, dokler mi nismo vzpostavili enega priključka na svetovne tokove, ki se mu reklo kapitalizem, ki je prinesel nove forme. Narod, nacionalno državo in seveda potem tudi univerzo, ki je po eni strani stala v feudalizmu, po drugi strani po formi organizacijski, ampak po drugi strani je pa šolala za novo dobo. Tu imam napisano nekaj teh krogov intelektualnih in na kar opozarja Peter Vodopivc, zgodovinar, da se je od 16. do 19. stoletja največ 200 intelektualcev hkrati, se pravi vsakem letu v tem času ukvarjalo s tem, kar je nacionalna ideja. Se pravi, da tisti, ki mislijo, da ta narod obstajal, ne vem kdaj, nekdo je danes govoril že pred za časa Rimskega imperija, tle verjetno nimajo prav, čeprav je fajn slišati, da je kakšna karantanja država bila in tako naprej. Ni bilo, tega ni bilo. Zdaj, zato, da se je vzpostavil nek potencial za to, čemu danes lahko rečemo narod, je bilo potrebno neka intelektualizacija življenja. In to se mi zdi, da je treba kar naprej poudarjati zlasti v tej antiintelektualni klimi. Če ti vzameš univerzo ali pa je daš na obrobje, če vzameš intelektualno življenje ljudstvu, ljudem, potem tle ni več prostora ne za narod in tudi ne
za državo. Dobimo neko naravno stanje in to je glavni problem neoliberalizma, da nas drugega proti drugemu postavlja v neka naravna razmerja, se pravi v stanje vojne, vseh proti vsem, kar pelje seveda v brezdržavno situacijo, kjer je seveda glavni problem potem varnost, oboroževanja in tako naprej na vseh ravneh. Tole je, se pravi, vezava na šolanje, kapitalizem in jezik. Jezik začne igrati vlogo v konceptu javnega urejanja države, se pravi s kapitalizmom. Predtem jezik ne igra vloge. In zato je bilo treba za legitimiranje te nove strukture, je bilo treba jezik standardizirati, tako kot vse druge stvari. Dokler vi nimate standarda za dolžino, za težo, vsak po svoje meri, eden s palcem, eden z metrom, centimetrom, do takrat vi ne morete imeti urejene družbe, to pa lahko naredi samo država. Se pravi, treba je nazadnje z grožnjo prisile ljudi prisiliti, da nehajo že uporabljati te milje, ne? In ne moramo Angležev pa Američanov prisiliti, čeprav so se zavezali 30 let nazaj, da bodo s tem nehali. Ne, bi bilo treba prevzeti oblast, da bi prišli do tega. No, podobna zgodba je z jezikom. Se pravi, javno urejanje države je tu ključna stvar. In tu se pol boj za jezik začne, ko jezik postane oblast. Zdaj, druga zgodba je pa nadaljevanje te je narod. Kaj je kompletni narod? Zdaj, narod, glejte, je tisto, kar iz naravnega rodu izraste družben narod šele, ko ima strukturo. In k tej strukturi spada center. Mi smo, danes je Božo v začetku govoril o tem, kako je bila bitka, ne, Trst ali Ljubljana, recimo za univerzo. Pa še Zagreb, Graz in Celovec. Glejte, mi smo imeli koncentrat, je pa v naslednjem slajdu verjetno, ne. Ampak okej. Se pravi, gre za to, da dokler mi nismo imeli centra, ti nimaš naroda. Kam boš zlival svoj potencial, najprej intelektualni. Zato je bilo potrebno imeti neko šolstvo in potem univerzo na koncu. In mi si nismo sami določili našega centra, ampak so nam ga določile mednarodne sile. Mi bi hoteli imeti, veste, ker diskusija o univerzi je šla zelo močno že k Trstu. In so imeli pobude že v državnem zboru na Dunaju, da se ustanovi univerza na Trstu, v Trstu, in tle so naši tudi ugotavljali, da če bo pravna fakulteta italijanska v Trstu ustanovljena brez usporedne naše, je Trst za nas izgubljen. In je bil. Se pravi, intelektualna bitka je tu ključna. In mogoče se spomnite, mi smo šli zaščititi našo mejo proti Italiji, ob osamosvojitvi z univerzo v Kopru. Zdaj, koliko to vlogo igra, koliko ne, v tem, ko postane vse angleško, je seveda vprašanje, če je italijanščina največja nevarnost in Italija. Torej, da imaš ti narod, moraš imeti vse sloje. Od kmetov, mi smo imeli samo kmete, delavce, nekaj meščanov, nekaj in tako naprej. Moraš imeti center, ne, to je to. Moraš imeti oblast, institucije. To je celo kolega, tale jezikoslovec z fakultete, Stabej, ne, opozoril. Jezika ni brez institucij. Če ti nimaš šol, če nimaš, ne, si gotov. Zanče je Božo govoril o Bretoncih. Bretonci so bili leta 1900 na isti ravni kot mi. Kje so danes? Francozi so. Imajo neke tele izbirne predmete v šoli, ne, bretonščine, ne, ampak ni jih kot mednarodnega subjekta. Dobro, se pravi, narod in nacionalna država. Ta struktura, lejte, je pomembna, kateri se bom še vrnil. Zakaj? Zaradi tega, ker ljudje mislijo, da smo mi nekoč bili enoten narod, poje pa z Mahničem razpadu. Ne? Mahnič 1884, delitev duhov in gor in dol. Mi smo takrat šele začeli postajati kompleten narod, ker se nam je vzpostavil razredni konflikt in refleksija tega razrednega konflikta, ki je tekla sicer skozi razmerje cerkev-država, ker je cerkev bila glavni vladajoči faktor. Nismo nikoli do takrat še uspeli razviti tega razmerja delo-kapital, tudi danes ne. Tako da smo malo specifični v strukturi države, ampak vendarle, dokler ti nimaš enega gonilnega konflikta, nisi kompleten narod. In mi smo s tem šele
začeli se vzpostavljati. Se pravi, ko smo dobili vendarle malo tega liberalnega meščanstva, ki je potem začelo goniti tudi ideje univerze. Mi imamo, zdaj tle sicer je leto 1848, ne, vselišče nam je treba v Ljubljani in tako naprej, tole refleksijo, zakaj, ne, združena moč, za voljo pomanjkanja teh višjih šol narod zagotovo velike izgube trpi in tako naprej domačija svoje najboljše moči izgubuje, ker ljudje se šolajo zunaj in ostanejo zunaj, narod pa ne gre naprej. Se pravi, rabimo koncentracijo intelektualcev v neki posodi in zato takrat pride do ideje vse učilišče. In zdaj bi mogoče samo še to rekel, glejte, to fascinantno, zgodovinarji so zelo nagnjeni k temu, da govorijo, kaj je kdo takrat rekel, kdo je bil proti, recimo Bože je govoril o tem, da so bili politiki proti univerzi tle leta 1819. Glejte, to, kar sem jaz videl tle noter, ne, govorijo ljudje marsikaj, ampak je pa neverjetno, glejte, 1848 je cesar 15. marca razglasil ustavo. 2. maja so na liceju, točno tale Šporer, ne, je dal pobudo za univerzo. Čez 2 dni se je zbral učiteljski kolektiv, to pobudo podprl in je poslal na deželni zbor. Deželni zbor se je sestal v 10 dneh in to pobudo poslal v državni zbor na Dunaju. Na Dunaju so zadevo obravnavali in marca 1949 so bila tle že predavanja. Pravna fakulteta oziroma pravni študij, 2 kazensko pravo in še nekaj je začel. En mlad profesor, 36 let star. Kaj je bila tragika zgodbe? Tip je avgusta istega leta umrl in je bil konec visokošolskega študija v Ljubljani. Kar pomeni, da kritične mase ni bilo, ne? Da bi študente za komaj nabrali, ampak tudi za učitelje jih ni bilo. In podobno leta 19. Neko pravi, tile pišejo, kdaj je kdo, kje je on Vidmar izkoristil priliko. Vse je bilo pripravljeno. Leta 1889 so naši ugotovili, ti politični vrhovi intelektualni, da moramo mi več narediti, zato da bomo dobili univerzo, ker nam jo Avstrija ne bo dala. Takrat se je začelo, pazite, izgon slovanskih študentov z univerze. Tepel so jih, zasedeli tole prehranjevalnico, menzo, tako da niso mogli jesti. In potem so ti prjokali tle nazaj in so rekli, lejte, oni nas več ne marajo. In takrat se je začelo. In ena fusnota, ne, to je generacija intelektualcev, nemških, in pol pogledajte leto 41, najprej 14, pa 41 oziroma 39. To je ta folk, ki ga je gonila ambicija nemškega kapitala. Govorimo zdaj, da so Nemci, ampak ta nemški kapital in Združena Nemčija danes in to, kar se dogaja v Evropi, in to končam nemško zgodbo, ampak si mislite, kar hočete. In zdaj imamo torej tale združevalni razredni konflikt. A veste, združevalni razredni konflikt je konstituiral slovenski narod in pripeljal do tega, da smo zoreli in potem močna elita, se pravi ti organski intelektualci, o katerih je bilo nas govora prej, ne, inženirji, se pravi ti, ki delajo, to so organski intelektualci kapitalizma, ki danes izgubljajo pozicije, verjetno zaradi tega, ker prehajamo nek drugačen način produkcije in povratek nazaj verjetno v tej formi, kot je bila prej, ne bo več možno. Se pravi, mi imamo, lete, ko se kompletira slovenski narod in ko dobimo od zunanjih sil določeno, kdo je naš center, smo mi v hipu, v pol leta že imeli univerzo. Vse je bilo pripravljeno. In potem tle imamo tega Danila Majerona in tako naprej, kjer opozarja na to, kako se plaziti po tleh z drobtinami in tako naprej. Skratka, skozi to debato lahko vidite, kako univerza je živela zmeraj z zorenjem tega naroda in zahtevo potem, da postanemo politična država. Glede, tle so citati ljudi, ta Savič se mi zdi, da je blazno podcenjen en doktor, ki je neverjetno dobro formuliral v enem članku o univerzi, pravzaprav nek nacionalni narodni program in ga je tudi kolega Prunk
pozabil, zaradi tega, ker nima naslov gor nacionalni program. Če gledam tole, se mi zdi zelo dober nacionalni program, kjer opozarja, dokler je mogočni in velikanski birokratski aparat v rokah naših narodnih nasprotnikov, ne bomo dobili univerze. Mi moramo graditi na altruizmu, se pravi že tle, govoril o tem, da imamo mi neko drugačno izkušnjo, kot jo imajo Zahod, in mi ne moramo enostavno se šolati za to, da bomo polnokrvno živeli svojo svobodo na tujih drugih univerzah, ampak rabimo neko svojo. In seveda na etični način, golo nasilje za nas enostavno ne pride v poštev, verjetno tudi zato, ker smo prešibki, da bi se to šli. Ampak kar je pomembno, on je takrat ugotovil, da mi rabimo univerzo, ne gospodarsko emancipacijo, ki bo tekla hkrati, in da rabimo, se pravi, znanje tudi, kje je tle ga ni, ampak da znanje v financah. Finance gonijo svet. Rabimo neke, mojstre židje, da se pri njih učimo. To je nekaj, kar imamo problem, a veste, pride mednarodni fond in reče, dajte 5 milijard na mizo, mi damo 5 milijard na mizo, potem po 7 letih ustanovimo komisijo, ki naj preučuje, kaj se je zgodilo. Z univerzo dobimo mi mašino za narodno osredinjanje, reprodukcijo in za razvoj, in to je zdaj seveda produkcija intelektualcev ključna na vseh področjih življenja in delovanja. In če ste danes tisti, ki ste sledili vse tem referatom, kako zelo je pomembno, da razvijamo svoj intelektualni potencial na vsakem področju. Brez tega ni države. Nam padejo gozdovi, ne znamo z njimi delati, smo gotovi. Nam pade prehrana, to, kar nam pada. Smo gotovi, a veste, nam bojo začeli pa energetika, nam bojo začeli pipce zapeli gotovo. In mi, če nimamo tega potenciala intelektualnega, da znamo se v teh mednarodnih tokovih pozicionirati, nam nič ne pomaga. Ne narod, ne država. Zanimivo je, tle sem ekonomsko fakulteto Bogota Pačnik, ki bi o tem kaj več govoril, ustanovljena 46 FDV leta 61-74 postane članica univerze. Se pravi, da smo univerzo dopolnili tudi s tem družboslovnim znanjem, ki je bilo potrebno za vodenje države. Se pravi, ugotovljeno je bilo, da se ne da več na način partizanskih bratov delati, ampak je treba neko posebno znanje imeti. In obe ti dve fakulteti sta v teh prelomnih časih, se pravi, ko je šlo za politične reforme ali ekonomske reforme, v Jugoslaviji bile med vodilnimi. Zdaj, tisto, kar pogrešamo, zadnjih 10 let, ta intelektualna, narodna in državna znanstvena raziskovalna analitična potenca ni več tako gor vzeta, kot je bila. In vidim, se dogaja na mnogih področjih, ni to samo na področju politologije in družboslovja, ampak vse posod, kjer mi rabimo državo, se pravi pri gozdarstvu, pri načrtovanju samooskrbe, tam smo prešibki. To je pa zdaj za zaključek. Najmočnejši agent intelektualnega življenja je tale univerza naša postala, ampak kar je problem, pa naša država, ki še ne zna v polni meri tega potenciala vpeljati v ambicije razvoja naroda in države, pa se mora tega naučiti in seveda pri tem ji mora tudi univerza pomagati, ker se mi zdi, da univerza malo pozabila, da njena vloga ni samo nabiranje točk, ampak da se mora začeti ukvarjati tudi s tem, kakšne ljudi delamo in kaj bo iz tega naroda in iz te države, da ne bo potem tako, kot je tlele na koncu, kaj je že na koncu, tale črnina. Ok, hvala. Zdaj pa, bomo kaj razpravljali, ali bomo kar zaključili? Mislim, zdaj ti si vodja panela, lahko pa bom pa jaz prevzel. Zahvaljujem se vsem, ki ste pač zdržali do konca današnje konference. Če imamo morda kakšno vprašanje, kakšno iztočnico za razpravo, ste vsekakor vljudno vabljeni, da to zastavite. Od panelistov morda? Da je bilo malce. Ste že zamudili? Malce, to bo posebno. Popoldan sem.
Dobro, potem, če formalno tle zaključimo, jaz seveda se vsem zahvaljujem, tudi tistih, ki jih tle ni, dekani, da nas je gostila in zdržala do konca z nami. Jaz mislim, da je bila stvar poučna, vsaj zame, ki sem bil tu od začetka do konca in sodeloval pri pripravi, tako da bomo verjetno to dekanja ponovili enkrat, magari takrat, ko bo išel zbornik v kakšni širši obliki, ker se mi zdi, da to manjka. Ne? Včasih je bilo tako, veste, da si imel v uradni strukturi univerze še neke družbene in politične organizacije, kjer se je razglabljalo o usmeritvah in se je razpravljalo kar naprej. In to so razpravljali, pa smo razpravljali univerzitetni učitelji, se pravi, ni bila neka avtorizirana zgodba. In to vrstno debato se mi zdi, da je dobro obuditi, ker če lejte, to, kar se je dogajalo v univerzi zdaj zadnjih recimo 10 let, ko je šlo za neko dost bitko med volkovi za preživetje, ne, ko smo smeri med sabo tekmovali, kdo bo preživel in kdo bo pravzaprav še države financiral, da je ta bitka zdaj nekako potihnila in zdaj je mogoče čas, da začnemo gledati, kaj mi vsi skupaj lahko naredimo. Ker je katastrofa, lejte, za obstoj politologije absolutno, če gozdarji in živilci in tudi teologi ne bojo mogli preživeti, ne bojo imeli tle mesta, potem si vejo žagamo vsem. In tu bi morali nek skupen nastop organizirati, da ponovno premislimo vlogo vseh teh naših strok kot strok in znanstvenih disciplin in seveda tudi kako narediti pogoje, da bojo te stroke lahko delale. Gozdarstvo ne more delati, če nimamo gozdarstva, lesarstvo ne more delati, če nimamo lesne industrije. Gradbeništvo, če bojo prišle tuje gradbene firme sem noter, ne, bomo kaj? Mi delali gradbenike za kaj? Ne, se pravi, in v tem kontekstu seveda vloga politologije družboslovja sploh, da premislimo, kaj je sploh zdaj z državo, z mehno državo, veliko državo in kako se znotraj tega obnašati. Tako da, napoved na koncu gremo naprej, ne, z novimi dodatnimi še potenciali in seveda vas bom pa tudi prosil, da pridete tudi takrat. Hvala vam.